Hvala. Kar se ni uresničilo v Budimpešti, se je danes prvenec. Zelo mirno si zaključil, kot da si dal že 20 takih golov za reprezentacijo. Res sem vesel za ta zadetek, ampak meni se zdi, da najbolj pomembno je, da smo danes zmagali. Vemo, da nas čaka kmalu Liga narodov. Mislim, da smo odigrali eno korektno tekmo. Mislim, da lahko povlečemo dosti pozitivnih stvari iz današnje tekme. Mogoče prvi polčas bil malce slabši. Nismo dobivali toliko duelov od teh drugih žog, ampak mislim, da drugi polčas smo dosti dobro kontrolirali igro. V tej marcu si šel od nekoga, ki je bil na obrobju reprezentance, do praktično prvokategornika. Pomembni dve tekmi za tebe? Ja, sigurno sta bile ene dve pomembni tekmi. Mislim, da sem na teh dveh tekmah dosti dobro odigral. Tudi ta zadetek danes, mogoče še ta asistenca, bomo videli, če se mi bo štela, ampak mislim, da moram samo tako nadaljevati, tudi kot ekipa moramo tako nadaljevati in mislim, da bomo dosegali ene pozitivne rezultate. Kaj je bilo na začetku drugega polčasa tako zelo drugače kot recimo v prvem, da se vam je tako odprlo? Kot sem že prej rekel, nismo bili dosti dobri v duelu v teh drugih žogah in selektor je že v slačilnici med polčasom rekel, da moramo dvigati nivo igre, dvigati nivo duelov in mislim, da smo to dokazali v drugem polčasu. Koliko je bilo jeze zaradi tistega udarca pri drugem črnogorskem golu, da ste potem tudi iz tega mogoče črpali na začetku drugega polčasa? Je bilo malo jeze, zdaj ne vem, nisem pogledal niti zadetka, mogoče je bila malo sporna situacija. Jaz sem šel, da naredim faul, ampak me je on s komolcem v ustnico, v obraz. Zdaj vara na tej tekmi žal ni bilo. Tako da ja, ampak mislim, da... Koliko je rekel, ko si dal gol? Nič nisem rekel, ampak se mi je opravičil igralec, ampak to je fuzbal, gremo naprej. Kako si zadovoljen, verjetno ful? Ja, sem zadovoljen. Res ena dobra tekma ekipe, kot tudi mene samega. Dal sem take gole, ko jih imam najraje, ne bom lagal. Mislim, da ima vsak napadalec rad, da prije v take situacije. Da greš skupaj z njo noter. Ja, po eni strani, ampak na koncu je treba dati žogo not, tako da ja, sem res zadovoljen. Selektor je rekel, da si se na prvi tekmi zelo žrtvoval za ekipo, da si igral druge kot tam, kjer ti je najljubše, tokrat si bil na najljubšem položaju. Kako gledaš na te dve različne vloge? Pa ja, moram reči, da prva tekma ni bila moja pozicija, ampak sem oddelal, koliko sem lahko. Vem pa, da lahko dam na tudi poziciji, ko sem igral danes, dosti več, zato ker igram to že od 10. leta, še mogoče malo prej, tako da ugaja mi ta pozicija in pa ja, upam, da bo šlo tako dalje kot danes. S tabo v taki formi pa s Benijem to, kar je Beni, rabimo oba. Kako bomo našli formulo, da lahko, verjetno je selektor glavni, ki je o tem, ampak imaš ti kakšno idejo, koliko se lahko prilagodite en drugemu? Ja, dosti se pogovarjamo, to je res, ampak zato je selektor, da bo on odločil, da bo on izbral najboljšo opcijo za celo Slovenijo, za reprezentanco, tako da mi pa bomo dali svoj maksimum, koliko damo in bomo videli, kaj bomo lahko iz tega naredili. Glede na to, da vemo, da sta tudi zelo dobra prijatelja z Benijem, si že dobil na telefon čestitko za današnjo predstavo in gole? Sem mi je napisal, tako da ja, hvala mu. Je spremljal, tako da... Si mu odgovoril, da se mora zdaj bati za svojo pozicijo? Ne, nisem mu še odgovoril. Je bilo kar veliko sporočil, tako da bo zdaj na poti do letala. 19 golov si dal v tej sezoni na Svoncu. Kako vse drugače, ko daš gol za Slovenijo? Pa je, dosti več mi pomeni, moram reči, zato ker tudi igramo manj tekem za reprezentanco in pa tudi igraš za svoj narod, za svojo državo, za himno, za vse ljudi, ki so v Sloveniji in tudi izven nje, ki živijo drugje, vsi spremljajo Slovenijo, tako da mislim, da
je težko izgubljati neke besede v primerjavi z klubskim pa z reprezentančnim, v mojem primeru golo. Tako da res mi pomeni zelo veliko.